koliko večji so riziki v podjetjih, s katerimi pravzaprav sodelujete s svojo zasebno firmo za varovanje, s svojim zasebnim podjetjem? Ja, riziki se v bistvu skozi čas dejansko spreminjajo. V zadnjem času, ko je nastopila ta gospodarska kriza, se predvsem povečujejo riziki iz tega socialnega vidika. Se pravi, padec socialnega standarda, socialnega statusa posameznikov v bistvu veča predvsem to kriminalno ogroženost. Če gledamo recimo trgovska podjetja, se izredno povečuje kraje, manjše kraje, bom rekel, cenejših produktov, ki, bom rekel, so vedno težje dostopni posameznikom. V podjetjih se recimo povečujejo riziki odtujevanj, recimo iz skladišč, iz proizvodnih obratov. Po drugi strani v bistvu se pa večajo tudi riziki recimo sabotaž v podjetjih, ker je, bom rekel, so plače vedno nižje glede na, bom rekel, stroške, ki življenja tekoče. In v bistvu predvsem v podjetjih, ki malo vlagajo v kadre, ki, bom rekel, dajo predvsem veliko na dobiček, tam, bom rekel, je ta problematika, recimo sabotaž, te izpostavljenosti proti sabotažam recimo vedno večja. Po drugi strani pa jaz opažam, ko delam analizo, kdo vse deluje v zasebnem varovanju, je, bom rekel, skrb vzbujajoč podatek, da vedno več ljudi, ki opravlja dejavnost varovanja, ima vedno več kreditov, vedno več izvršb, vedno bolj so pod finančnimi pritiski, plače so pa recimo v povprečju na minimumu ali nekaj malega nad minimumom. Se pravi, po eni strani imamo tveganja, ki se pojavljajo, bom rekel, iz vidika teh socialnih stisk ljudi, drugo so tveganja, ki so stalno prisotna, bom rekel, z nekim organiziranim kriminalom ali pa, bom rekel, z nekimi priložnostmi, ki se pojavljajo, priložnostni tatoji. Po drugi strani se pa podjetja ne zavedajo, ko najemajo zasebna varnostna podjetja, kdo sploh dela v teh zasebnih varnostnih podjetjih. Kakšni so to ljudje, kakšen imajo socialni status, kako so usposobljeni in v bistvu, ali sploh lahko, ali so zaupanja vredni, ali sploh lahko v bistvu zanesljivo opravljajo to delo. Meni se, bom rekel, vedno bolj pojavlja to vprašanje zaradi te krize, kakšna je nevarnost, da nekdo, ki skrbi za varnost, prestopi na drugo stran in postane, bom rekel, del te neke kriminalne združbe, ki lahko tako ali drugače recimo škodi podjetju. Tako da v zadnjem času, v bistvu, če gledamo z tega fizičnega vidika, ali pa z vidika posameznika, je, bom rekel, ta kriza vplivala predvsem na to, da se povečujejo te manjše kraje, manjše tatvine v podjetjih, mogoče neke sabotaže in pa seveda mogoče tudi prodaja nekih informacij, nekih poslovnih skrivnosti, zato da pač enostavno ljudje lažje preživijo. Mi smo imeli včasih en primer, recimo, ko so v enem podjetju delali luči za ene, bom rekel, športna vozila, je prišel varnostnik do mene in je rekel, ne, danes je prišel do mene en delavec in je rekel, če bi lahko zvečer pogledal stran za 150 evrov, ker bo pač nekdo prišel iz skladišča odnesti 5 luči recimo teh vozil. Se pravi, tudi pritiski na to stran, v bistvu na ta del v bistvu izvajalcev so vedno večji in v bistvu, ko razmišljamo o teh socialnih stiskah ljudi, ni vedno samo posameznik tisti na drugi strani, rizične lahko so tudi na strani izvajalcev, pojavljajo vedno večji riziki. Problem je v tem, da so v bistvu naročniki uporabniki teh storitev zelo malo tega zavedajo. Tukaj jaz vidim na dolgi rok eno veliko problematiko, a pa en velik izziv, kako, bom rekel, to problematiko obvladovati. Najlepša.